se v najbolj mističnem, najbolj skrivnostnem in mogoče tudi najbolj čarobnem delu leta. V tem delu leta se družimo s čarovnicami, z volkodlaki, z dušami umrlih, se jim priklanjamo in jim še naprej dajemo mesto v tem svetu. In v bistvu se mi zdi res krasno, da ravno v tem času imam priložnost z vami podeliti še en zelo poseben pogovor z eno zelo posebno dušo, ki dela zelo, zelo posebne stvari, take stvari, ki jih marsikdo niti ne pozna. In sicer pogovarjala sem se z Vesno Božič-Mauko, ki je regresoterapevtka. Nekateri poznate regresijo v pretekla življenja, v otroštvo, pač v neke že pretekle čase in prostore, nekateri ne. Upam, da bo kdo izmed vas tudi nekaj zelo novega in navdihujočega spoznal skozi ta najin pogovor, ampak v vsakem primeru se mi take tematike zdijo res prvo kot prvo zelo zanimive, kot drugo pa zelo polne darov, zato ker nam razkrivajo neke delčke življenja, ki jih mogoče v vsakodnevnem tem tempu in rutini ne spoznavamo, pa vendarle obstajajo in nas v veliki meri tudi oblikujejo. In zato sem se res veselila tega pogovora z Vesno, ker ima na tem področju ogromno znanja in ogromno izkušenj, ki jih lahko podeli z nami in nam pokaže, kako zelo, zelo širok pojem je ta čarobni pojem življenja. In zato vas z največjim veseljem vabim k poslušanju in mogoče tudi k deljenju kakšnih lastnih izkušenj, ker ne da verjamem, ampak vem, da imamo vsi mi veliko več izkušenj s temi skrivnostnimi delčki življenja, kot si pa mogoče javno priznamo. In mislim, da bomo vsi močno rasti skozi to, če si to med sabo delimo, če se pri tem podpiramo in če skupaj raziskujemo, kaj vse je življenje in kaj vse smo mi. Tako da dobrodošli in vabljeni k posluhu. Jaz sem Vesna Božič-Mauko, zdaj se že od 2006 ukvarjam z regresoterapijo. Potem pa še slike, ki jih delam, so pa tudi v bistvu povezane z prejšnjimi življenji. To v bistvu ti, a ne? Ja, tako da jaz, če kako zanimivo prejšnje življenje, jaz pol nekako še sliko iz tega naredim. Ful dobro, ful zanimivo. Tega pa še nisem slišala, da je v bistvu, da so taki navdihi. Krasno. No, pa mogoče, če kar malo predstaviš, kaj to sploh je regresoterapija in kako to poteka. Ja, v bistvu to je ena taka alternativna psihoterapevtska tehnika, bi jaz temu rekla. Ko peljem človeka skozi en določen postopek, ga peljem v prejšnje življenje lahko v obdobje, ki ga je preživel človek v maternici, lahko ga tudi samo v otroštvo današnjega življenja. V bistvu odvisno od tega, zakaj človek pride, pa kaj treba odpirati. A pa je to kaj povezano s hipnozo? Ne, ni hipnotična. Ta ni hipnotična. V bistvu si v alfa stanju, kar pomeni, da razum, jaz se tako rada rečem, čiči pa čaki, pa opazuj, mi pa brskamo po nezavednem. A pa vsak lahko pride v to stanje, a ima kdo lahko tudi težave s tem, a imaš ti kakšne posebne prijeme, da v to stanje popelješ človeka? Veš kaj, zdaj po tolikih letih že lahko se malo igraš včasih. Pa zdaj tudi že dolgo ni bilo koga, ki ne bi vstopil, ampak se zgodi včasih, ja. Zdaj, zakaj kdo slik ne vidi? Včasih je kdo preveč razumski. Moj občutek. Včasih mogoče kdo še ni pripravljen
Včasih mogoče ni pravo vprašanje, zaradi katerega nekdo sploh pride, to je se enkrat zgodilo. Recimo, druga stvar je pa, če recimo na kakih pomirjevalih, ali pa če je kak človek depresiven, pa so zdravila posredi, tisto pa tudi je 50-50, ali bo to šlo, ali ne bo šlo. So v bistvu take neke pregrade vmes, da se ne da priti do tega stanja. Ne more, človek se ne more povezati z nezavednim. Ja. Omenila si, da ne vidi slik, torej na nek način se dobivajo sporočila preko slik, ali imamo različne načine, kako dobivamo sporočila, kako to poteka? So različni principi pri različnih ljudeh ali je približno isti potek pri vseh? Čisto različno. Zdaj, če je človek vizualen tip, ponavadi kaj vidi. Ampak to ne vidi na ta način, da bi kakor neki film po televiziji ti gledal in ti to vidiš. Dostikrat pridejo slike kakor v sanjah, recimo, da ti nek občutek je, kaj se dogaja, mogoče kakšni obrisi, nekateri ljudje zelo jasno vidijo, nekateri ljudje samo čutijo, pa mi rečejo, vidim ne, ampak čutim, da se to pa to pa to je zdaj zgodilo, recimo. Nekateri slišijo. Ja, mešano je, odvisno, kak tip človeka si. Zaradi kakšnih stvari se pa večinoma ljudje odločajo za to, da pridejo na tako terapijo? Zdaj, v zadnjem času so prihajali bolj ali manj ljudje, ki so si želeli na duhovni poti naprej. Pridejo pa rečejo, rad bi naprej, pa nekaj bi še mogel predelati, ali pa nekaj me še nazaj drži. V zadnjem času so bile bolj ali manj take regresije. Drugače pa prihajajo ljudje zaradi odnosov, starš, otrok, partnerskih odnosi, bolezni, psihosomatskih vzroki bolezni, v bistvu težave z sodelavci, recimo, vse živo, zelo različne stvari. A pa imaš potem kakšna pričevanja ljudi, ki so dejansko potem tudi spremenili svoje življenje na podlagi tega? Veš, kako je s tem, jaz skoraj vsakemu rečem, dajte mi kakšen feedback. In pol tu pa tam kdo mi kdaj napiše in ponavadi res take dobre feedbacke dobim. In tisto je meni pol, wow, super, pa res je nekaj premaknilo. Čeprav jaz vem, da stvari to se premikajo, tudi zaradi že samih mojih regresij, ker sem bila dosti v njih. Ampak ja, v bistvu na tak način dobim kdaj kakšne feedbacke. Pa feedback je zame tudi to, da po letih me nekdo kliče spet, da bi rad spet prišel. To pa mi je tudi velik feedback, ja. Torej, omenila si, da si tudi sama že bila v teh procesih, kar nekako normalno, glede na to, da to delaš, ne? Ja. Kaj je tebe sploh pripeljalo do tega? Aha, da sem se lotila te zadeve. Ja. Ja, v bistvu otroštvo, moje otroštvo. Marsikaj se je zgodilo in niso bile vedno prijetne stvari. In jaz sem se vedno spraševala, zakaj se meni pri Bogu to dogaja. Pa nisem jaz, mislim, zakaj je bilo tisto glavno vprašanje. In že ko sem bila deklica, sem dosti razmišljala o smrti. Pa ko je recimo kdo umrl, pa so mi rekli, da zdaj ta pa ga več ni, ko mi je dedek umrl, se spomnim. Pa se vem, da sem mamo čudno gledala, ga več ni. Nič ni šlo v moj kontekst. Pol dostikrat v otroštvu sem sanjala o tem, kako bi jaz časovni stroj imela. Ja. In Svetorepec, Trdonja in Lakotnik, veš, tisti strip, to sem jaz požirala, na pamet znala tisti strip. In ja, to so bila za mene taka potovanja že. In dostikrat sem, se spomnim, zaprla oči in to so samo prihajale neke slike. Že takrat sem imela odprt stik s tem, ampak jaz nisem vedela, kaj to je. Po se pa to počasi se je to vedno bolj, ne vem, razvijalo. Klic je bil vedno bolj močen, pa sem potem začela neki
astrologija me je fejst potegnila, joga me je potegnila, vse mogoče sem raziskovala. Potem sem pa šla na reiki in sem spoznala Vilija Ravnjaka. In sem šla k njemu na regresijo in sva delala in sem jaz med regresijo začutila, da to je to. Pa sem mu rekla, Vili, jaz bi pa to rada delala, sem mu rekla takoj po regresiji. Je pa rekel Vili, ja veš, jaz mislim, da bi ti lahko in da bi lahko to dobro delala, ampak se moraš iti učiti. In tako sem jaz spoznala pol doktora Jan Erika Zitla in sem šla pol kar po tistem tako k njemu na delavnico v Avstrijo in takrat sem imela prvi v življenju občutek, da sem pa prišla jaz domov, ker on je tam razlagal v dušah. Kako mi potujemo, pa kako se srečujemo in to je bilo meni občutek, zdaj si pa doma in zdaj si tam, kjer moraš biti, no, in pol se je pot začela. Ja, res, ja. Torej, rekla si, da so se ti že prej malo tudi odpirale določene stvari in me zanima, nekateri ljudje rečejo, da v bistvu ni treba iti na regresijo, zaradi tega, ker ko bo pripravljeno, se bo tako ali tako odprlo. Kakšna je zdaj tukaj dinamika? Ker recimo meni so se tudi stvari, recimo med kakšnimi meditacijami določene stvari že kazale, ali pa kam prideš, pa pride kakšen flash. Zakaj v bistvu na regresijo? Kakšna je razlika? Veš, kako je to, glej? To sem jaz dosti razmišljala, zakaj ja, zakaj ne, ker tak in tak ene stvari se zgodijo same po sebi, ampak če si človek, ki želiš razumeti, je regresija dobra stvar za tebe, zaradi tega, ker preprosto razumeš, zaradi tega je to zdaj tako. So pa eni ljudje, ki po mojem nikoli se tega ne sprašujejo in samo grejo in samo sprejemajo, tisti po mojem nikoli ne začutijo, pa v bistvu tudi ne rabijo. Ena skupina ljudi je pa taka, ki želi vedeti. Ker je tudi, veš, ko ti greš v regresijo, regresija je ena taka zelo osebna izkušnja. Mi, da se zdaj tu sicer razumsko pogovarjamo, pa se veš, sama si bila v regresiji, da tisto je pa pride do stika v bistvu z dušo in z nezavednim in je dojemanje čisto drugačno. In skozi tisto dojemanje potem človek razume, ampak ne razume samo z razumom, ampak razume z srcem in z dušo in z razumom. In kakor neki most se naredi zavedanja in ko ti veš, kaj je vzrok in posledica, te tista posledica več ne držite tako v primežu, ne vem, kako bi to drugače razložila, se pa si sama bila, no, se ti povej. Ja, res pride do nekega drugačnega razumevanja. Mislim, ja, tako, mislim, mi imamo itak samo ta izraz razumeti, kar je z razumom, ampak v bistvu nekaj pa še tisto čutenje znotraj sebe, tako, v kosteh noter čutiš. Tako, ja, ker imaš vedenje. Ja. Ker težko razložiš, dokler ne doživiš. Ja, in se potem določene stvari pač postavijo na neko svoje mesto. Verjetno je tudi čisto odvisno, kakšno izkušnjo kdo rab. A ti rabiš razumeti, zakaj nekaj je tako, kakor je, ali rabiš neko izkušnjo nečesa, kar si že poznal, ali rabiš neke koščke skupaj povezati. Ja, pač to so pa različne izkušnje, verjetno. Pa veš, kaj je še zelo pomembno, zakaj na regresijo? V regresiji mi iščemo vzroke naših karmičnih vozlov ali pa problemov. In nek razlog za neko težavo običajno ni nek dogodek, ki je bil prijeten v preteklosti. Ponavadi so to neke travme. In v travmi se sprošča negativna čustvena energija. In tiste energije ostanejo v človekovi duši in v nezavednem. In mi, ko gremo v regresijo, gremo direktno v tisti dogodek in človek podoživi tista čustva, ampak ne tako močno, da bi zdaj neki
da bi to težko prenesel, ampak ravno toliko, da zazna občutek od takrat, ko ga drži danes. In potem se očisti to, sprostijo se te negativne čustvene energije in nimajo več pol toliko vpliva. Tako da v bistvu ta stik s temi negativnimi čustvi iz preteklosti, to je tisto ključno. Zakaj na regresijo tudi. Ja. Kakšen je pa tvoj element v tem procesu? Ti kot vodja procesa, recimo temu, na nek način si... Jaz sem v bistvu spremljevalec. V nemščini je lep izraz za to Rückführungsbegleiter. Se pravi, spremljevalec skozi regresijo. V slovenščini imamo pač terapeut besedo. Ampak regresija je en tak proces, ki v bistvu sodelujemo trije. Jaz kot človek tukaj, ki vodi regresiranca od točke A do B, se pravi od začetka do konca, potem sam regresiranec. Tretja stvar je pa njegov višji jaz. Oziroma včasih so to angeli, včasih so vodniki, čisto odvisno tudi od človeka, kaj je njemu bliže. In jaz vem, do kod moramo priti, od zgoraj mi pomagajo, človek mi pa v bistvu tudi ves čas regresije govori, kaj se dogaja. In ko en trikotnik mi potujemo skozi od začetka do konca. V bistvu, ja, jaz sem neki, ne vem, prevodnik, pomočnik, ker jaz sem potrebna, ampak brez od zgoraj, brez pomoči duhovnega sveta ni regresije. Nobena se ne zgodi, ker ne gre. A pa kdaj dobiš tudi nek občutek, kam je treba voditi človeka, ali pa a se kakšne slike teb pojavijo, ali pa kakšen je v bistvu tvoj občutek znotraj, ali pa tvoje dogajanje med tem? Jaz že predno človek pride, zaznam. Včasih dobim že občutek, kam bo šlo, neko energijo zaznam. Potem je človek tu in na telesu dosti stvari svojem zaznam. Ko pa greva midva pol sam v proces, se pa povežeš s človekom. V bistvu, ne vem, na nek način v njega greš in istočasno z njim vidiš. Zdaj včasih je tako, da jaz točno vem, kam pes taco moli. Ampak moja naloga ni človeka kamorkoli usmeriti. Jaz lahko si mislim, aha, to pa to bo, ampak ne smem jaz njemu reči, to pa to bo. Ker je to njegov proces in moja naloga je samo njega spremljati skozi to, kar on gre. Včasih je tudi moj občutek, kaj se bo zgodilo, lahko napačen, tako da jaz moram biti čim bolj nevtralna skozi to celo zgodbo, ampak dejansko pa jaz vidim slike, jaz sem zelo, ne vem, imam to neko, vidim, jaz res vidim, zato tudi lahko te slike delam. Tako da, ja, evo, jaz greš z njim noter, čutiš s človekom, pomagaš mu tista čustva ven spravljaš, včasih prav čutim, da to vse skozi mene gre. Na tak način, ja. Tako da včasih si po regresiji pol tudi izjemno izčrpan, včasih pa nisi, čisto odvisno, koliko je pretočnosti, ja, kaj se je delalo med regresijo. A si kdaj imela že kakšne primere, da je recimo kdo prišel, ko si ti imela že kakšno preteklo skupno zgodbo z njim, pa da je bil skupni proces? Vse tudi to se zgodi, ja. Vse. Veš kaj, ker toliko regresij delaš ljudem, je skoraj čudno, da se to enkrat ne bi zgodilo, vsaj enkrat, ne. Ampak si se potem tudi ti v bistvu na nek način vključila? Ja, moraš se, ker če se ti pojaviš, potem se tudi ti z razlogom pojaviš. Torej si v bistvu že ful enih zanimivih stvari izkusila skozi to? Ja. Kako pa je v bistvu to spoznavanje na tvoje življenje vplivalo? Kako to vpliva na moje življenje? Ja, to je pa... Moje življenje je v bistvu čisto prepredeno s tem. To je moj način življenja.
jaz mislim, da mi lajša življenje tu na zemlji. Ker sem človek, ki želim vedeti, zakaj. In ko jaz to vem, pol jaz to razumem in se jaz spravim s tem in lažje to živim. In super mi je, recimo, ker prijatelji moji, ko vem, odkot pa kam kdo paše, pa ko pol veš, aha, zato imamo midva zdaj to zgodbo. Za otroke svoje tudi, recimo, dosti stvari že vem. V bistvu vse ljudi, ki jih jaz srečam v življenju in so meni pomembni, dogodki, ki so za mene pomembni, jaz to, ker sem radovedna, vse pogleda. Ja. Aj pa, kakšno že tako, daj ne zdaj upletati tega življenja, noter ti ima tisti tukaj. Ja, to se moraš pa naučiti, ja. To pa se treba naučiti. Verjetno je recimo dinamika z lastnimi otroki potem taka zanimiva, ko imaš še toliko enega drugega vpogleda v te odnose. Veš kaj, to, kar imam jaz z otroki, mi zelo pomaga, da vem, kaj je moja naloga danes. In se mi zdi, da ta zgodba z otroki zelo hvaležna. Zelo hvaležna, da vem, ker pol v situaciji točno veš. Mislim, tako je, ker toliko časa to delaš, začneš, ne vem, včasih jaz rečem, jaz zavoham, da gre za eno zgodbo odprej, ali pa točno začutiš, pa veš, aha, gled, aktiviralo se je od tam, gled, to je zato pa to, treba je tako pa tako odreagirati. Mogoče te bi kakšna čustva odpeljala, ampak te ne. Te lepo z razumom, aha, to pa to. Ostaneš na tleh. Pa bi bilo mogoče kar dobro, da bi ljudje recimo preden starši postanejo, najprej malo te stvari pregledali, da potem bolj nekako zavestno grejo skozi te neke te najbolj intenzivne odnose. Glej, ni slabo to, ne? Če v te stvari verjameš, pa če si za to odprt. Ker tudi zdaj pred kratkim sem ravno imela eno 14-letno deklico. Že parkrat sem delala regresije z otroki, saj sem tudi na spletni strani, imam malo to opisano. Pa mamica je bila tudi zraven, tako da so bili obe zelo odprti in se lahko marsikaj tudi samemu otroku, recimo, če pride pa ozavesti odnos z mamo. Samo se pravim, obe osebi morata biti za to odprti. Tako da, ja, je lahko zelo zanimivo. Kakšna pa je ta dinamika z otroki? Nekateri recimo na določenih področjih sploh ne delajo z ljudmi, ki niso še 18 let stari, torej da nekako že prevzemajo odgovornost za svoje procese. A je lahko otrok premlad za določene stvari? Kdaj se je sploh dobro spustiti v ena taka raziskovanja? Glej, najprej mora biti pri otroku želja. Starš mora biti tudi za to odprt. In tako je s temi regresijami. Človek, ko gre v regresijo, vedno dobi vpogled v toliko, koliko je sposoben v tistem trenutku nesti in koliko je čas, da on sploh nese. Ker ni vedno pravi čas, da dobiš ti vpogled v neko zgodbo, ker mora nekaj časa še preteči, ti se moraš mogoče še nekaj naučiti, pol pa šele lahko dobiš vpogled. Tako da zdaj pri otrocih, ko sem delala, je šlo zdaj v 2 primerih za šolo, za težave v šoli, s sošolci ali pa Tršico. In smo zelo dobro to odprli, pogledali. Tako da za eno deklico točno vem, da so se stvari dosti izboljšale, odnos s Tršico. To deklico, ki je bila zdaj nazadnje, moram pa še malo poklicati, da se malo pomenima. Ker traja nekaj časa po regresiji, da se stvari na svoje mesto postavijo. Enega pol leta, recimo. Ker je globok poseg vse veš, v psiho in pač traja. Ker ti eno omaro spucaš, stare cunje ven,
treba pol neke nove noter in to tudi počasi novo noter dajaš, ne, v tem smislu. A ti je mogoče kdaj že po regresiji, recimo par dni zatem, kakšno sporočilo prišlo, da si ga morala še predati recimo komu, ali se v bistvu ta proces potem pri tebi zaključi? Ponavadi se kar zaključi. Izjemoma kdaj, ne. Pa če mi kdo kaj napiše, pa kaj vpraša, takrat povem še, če kaj začutim. Ampak načeloma sem pa jaz tudi tako dogovorjena s svojimi vodniki, da ko se zaključi, da mi ne ostane to vse v glavi, zato ker je tega preveč in ker so to vedno neke težke stvari in ne moreš to skozi svoje glavi nositi, no, preveč bi bilo. Razen tistih stvari, ki pa mi mogoče koristijo, da kdaj komu razložim, ali pa na kakem predavanju povem, ali pa na delavnici. Take stvari pa želim obdržati, ja. Torej, večkrat si že omenila, da gre ponavadi za kakšne malo bolj težke stvari. Ljudje se velikokrat bojijo tega, da bi bile prehude stvari, ali da bi se kje zataknili, ali da bi kakšne preveč travmatične stvari prišle, ali pa mogoče tudi, da ne vem, bi nekdo rekel, jaz sem bil pa zdaj neka ful znana osebnost in da pa recimo temu malo ego naraste, a ne, skozi to. Kako je s temi zadevami, ki se odpirajo? Zdaj, ko gre za te težke stvari, ne. Ljudje se bojimo, ker nezavedno čutimo, da se je nekaj hudega zgodilo. In pol kdo pa si želi še enkrat podživeti, da so ga ustrelili, ali pa da so ga pretepli, ali pa ne vem, nihče si tega ne želi. Jaz mislim, da je to eden od razlogov. Sploh, če je bilo zelo, zelo težko. Ker kadar je zelo težko, je dostikrat med regresijo tako, da človek niti ne upa v telo. In pol je treba najprej človeku sploh pomagati, da si to sploh dovoli, ker ključno pa je, da gre noter, ne. Včasih mislim, da se ljudje tega bojijo zaradi tega, ker nočejo, da bi videli, da so oni kdaj kaj slabega naredili. Ker mi vsi smo že bili kdaj storilci in smo bili žrtve in to pač tako je. Mislim, da je to en od drugih, da je to en razlog tudi, zakaj se ljudje bojijo. Kar se pa tiče teh znanih oseb, je pa tako, ne, da vsak vidik je rad bil. Zdaj, veš, teh Napoleonov pa vseh teh ljudi je bilo v zgodovini toliko malo. Čeprav kdo hoče biti Napoleon? Ja, mislim, sliši se dobro, veš, sem bil Napoleon. Glede na to, koliko groznih stvari naredil. Ja. In ponavadi, če je kak tak primer, veš, se bolj zgodi to, da je kdo tisto osebo videl, pa je bil kaka služinčat ali pa kaj takega, ampak da se mu je pa boljše zdelo, da bi bil mogoče tisto. Ampak se to v regresiji hitro je jasno, no, ali je to bil res on ali to ni bil on. Ampak ni pa tako, da bi recimo bila toliko grozno travmatična izkušnja, da recimo bi nekomu bilo res ful težko. Ne. Ni treba se tega bati, ker gre samo za to, da ti za delček sekunde občutiš, zato ker je tisto čustvo te drži. Recimo, eno gospo sem imela, ki je prišla na regresijo, je rekla, da se boji velikih psov. In je rekla, da če gre ona po ulici, pa da vidi velikega psa, ona gre na drugo stran. Strah jo je bilo in je rekla tudi, da je v otroštvu, ko je bila mala deklica, je dostikrat sanjala velike pse. No in midve sva naredili regresijo in je ona podoživela najprej eno življenje, v katerem se vidi, kako ona skočijo, se pelje, nervozna, vznemirjena, zaradi tega, ker bo srečala svojega ljubimca na eni zabavi v enem gradu. In kočijaža preganja in naenkrat na cesto, na tisto kolovozno pot, pridejo psi divji in splašijo tiste konje in se kočija podere in ona je umrla tam. In potem, ko je zapustila telo, je še videla, kako psi tam prevohavajo tisto, malo pogrizejo in tako, ne.
No, evo, to je bil en del tega, ne, kar je ona podoživela in en del straha je prišel od tod. Potem smo pa midve šli še vzrok iskati, zakaj se je njej kočija tam prevrnila, pa zakaj so psi pol v bistvu žrli tisto mrtvo telo. In smo šli nazaj v eno rimsko življenje, so jo peljali vodniki, kjer je bila ona Rimljanka, ki je imela svoje gladiatorje. In so imeli tudi gladiatorsko šolo in vse, in ona je zelo uživala v tem, kako so imeli tiste bitke z levi. In je bila tudi ona tista, ki je zbirala, kdo bo šel in tako. In se je za časa njenega življenja še upor sužnjev zgodil in so potem sužnji njo vrgli najprej v tisti zapor, ki so oni prej bili, potem so jo pa vrgli v areno in je podoživela, kako je v bistvu lev požrl. Tako da, to je zdaj to sosledja, ne. Danes v našem življenju pa se velikih psov boji, ampak zavestno ne ve. In ko smo mi zdaj ozavestili ta dva življenja, ne, se ta strah postane, ni več iracionalen, ampak zato se bojim, ne. Ima zavedanje in se tisti strah zmanjša, ne. Oziroma sčasoma izgine. Tako. Kaj pa je bilo tisto, kar je tebi v bistvu najbolj nekako dokazalo to, da pač to ima smisel? A misliš, da to zares deluje? Ja, ker marsikdo fez dvomi v to, marsikdo niti ne verjame, da pač živimo različna življenja, ne. Marsikdo bi rekel, ja, to je naša domišljija, ki deluje, ampak kaj je bilo pa tisto, kar je tebi res tako dalo, to je to deluje, to ima smisel, to ima težo? Najprej moja osebna lastna izkušnja, ker sem kake posledice, kake učinke je imela regresija na moje življenje, ne. To prva stvar. Potem klic je tak in tak že bil od malega, to zdaj vem, ne. Naslednja stvar pa, ko ti delaš regresije, ne, ko jih ti, jaz nisem nikoli štela, koliko sem jih naredila, ker sem premalo sistematična, ne, da bi to beležila, ampak ko delaš, ne, zdaj 15 let v bistvu že to delam in ko se zgodbe na nek način ponavljajo, ko vidiš, vzrok in posledica, so zdaj, ko veš, da si človek, nikakor to ne more izmisliti, zaradi tega, kdo bi pa šel v regresijo, pa si izmišljeval, da je koga ubil ali pa posilil ali pa ne vem. Mi bi vsi radi bili super, ne, kdo pa bi sploh rad kak pogled v kaj takega. Tako da to, potem pa učitelj moj, ja, v bistvu tudi skoraj 13-14 let dela z njim, potovanja z njim okrog, regresije, ki mi jih je on delal, vse to, v bistvu iz dneva v dan, mislim, si bolj prepričan oziroma veš, v bistvu ni zame reinkarnacija obstaja, to sploh ni nobenega dvoma. A imaš mogoče kakšno zanimivo zgodbo za podeliti? Prišla je gospa, ki je, oziroma pogostokrat se tako zgodi, da pride kdo, ki bi rad na svoji duhovni poti šel naprej, pa reče, pa ne vem, ne upam si, pa bi, pa me je po eni strani strah, pa ne vem, rad bi se z zeliščarstvom ukvarjal, ali pa iščem nekaj, kar je mojega, pa še vedno ne najdem. V glavnem človek čuti v sebi blokado, rad bi, pa ne gre, ne, in ne razume, zakaj ne gre. No, in v takih primerih se običajno zgodi, da je tak človek v enem svojem prejšnjem življenju bil zdravilec. Dostikrat gre to za ženske, ki so bile kake zdravilke v kaki vasi in so s temi zelišči in s temi stvarmi zdravile. In pol, ker v določenem primeru ni mogla pomagati,
so že rekli, ona je čarovnica, ne, ki se nekomu zameri in pol dostikrat take ženske končajo na grmadi. In to je spet travma, ne, iz tistega življenja za nekoga takega, ali pa za eno tako žensko danes, ki bi želela. Ne. Ampak nekje v zadnji čuti, joj, ne morem, ker če bom to, potem se mi lahko zgodi, da bom spet umrla v tem življenju. In potem take regresije so mi super, ko odpreš, da človek vidi, da je na tak način umrl, ker se tisti strah od takrat se ozavesti in lahko v tem življenju pol človek gre naprej po tej duhovni poti. In takih ni malo. Kako je to dobro, da smo začeli te stvari odpirati končno. Ja, ja. Anika, v bistvu, če pomisliš, mi smo nekaj tisoč let, smo sam nalagali travme in koliko je zdaj to izjemno, da smo začeli na tak način odpirati, da to niso več neke tiste skrivnostne zadeve, ki jih ima mogoče samo ena zelo mala peščica ljudi, ampak da to v bistvu postaja del človeštva, a ne del nekega splošnega zavedanja. Ja, vedenje, da smo lahko osvobojeni, da imamo pravico biti zadovoljni, da nam ni treba biti nesrečni. Nekaj po eni strani res imamo toliko še enih groznih stvari na svetu, ampak po drugi strani se pa ene take dragocene stvari odpirajo, da mislim, da res lahko premaknemo stvari, da se začnejo v neko pozitivo naprej razvijati. Ja. Prav taki izjemni časi, bi se lahko rekli. Ja, jaz mislim, da so, ja. Želela sem te še vprašati, v bistvu, če se zgodi tudi, da grejo ljudje v inkarnacije, ko niso bili na zemlji. Tudi, ja. Te so tudi zanimive, te imam tudi rada. Ja, in to ne malokrat. A mogoče lahko kaj o tem poveš, kako to izgleda, kakšne izkušnje imajo ljudje? Zdaj nazadnje, ko sem delala z eno gospo regresijo, mi je rekla, da ko je bila mala deklica, je videla leteči krožnik zunaj na travniku in da so z otroki leteli tja pogledat, ampak da se ne spomni več, kaj se je v tistem času potem zgodilo, da ima zbrisen spomin. No in v regresiji ti lahko greš, ti lahko vidiš, kaj se je v tistem času dogajalo, ali pa recimo, če kdo pade v komo ali pa kaj takega, ti lahko raziščeš tisto obdobje. No in midve sva šli pogledat, kaj se je tam zgodilo in je bilo pokazano, da je jo obiskala njena duhovna družina z Lire. Ja. Da so prav na obisk prišli? Ja, na obisk so prišli, ker so želeli vedeti, a je ona v redu ali ne. Ja. In kaj so pol? Ja, šli so nazaj. Pol so pa oni šli nazaj. Ampak ona je tako skozi imela neko zavedanje, da je od nekod drugod, ker sej veliko nas je se inkarniralo prej na kakem drugem planetu. Sej ves čas nekako potujemo, ne? Skozi se dogaja, ja. So pa zanimive te zgodbe, ne, ker tam na teh drugih planetih smo drugačni, ne, in pol ljudje včasih same sebe tudi opišejo, da imajo drugačno telo, da so tam barve drugačne. Ampak ponavadi vedno prideš z drugega planeta s kako nalogo sem na Zemljo. Ponavadi je vedno nekaj takega v ozadju. Ali pa tudi zgodbe z Atlantide so že bile. En gospod je bil na regresiji, ki se tudi z enimi temi duhovnimi stvarmi ukvarja, pa je rekel, rad bi to pa to zračunal, ki nekaj izdeluje, ene take naprave energijske, ampak se bojim, da ne bom prav zračunal, ali pa da bom to, kar bom zračunal, bo pol nekaj slabega se zgodilo. No in njega je peljalo takrat nazaj na Atlantido, kjer so ga v bistvu na Atlantidi, to je bilo že pol tisto obdobje Atlantide, ker je duhovna vibracija tudi zelo padla, ker so bili vdori drugod in so ga takrat v tistem življenju prisilili, da je z temi kristali nekaj uničil,
smo rekli, da mu bojo hčerko pa ženo ubili, če tega ne bo naredil. Tako da je v tistem življenju pač on pol to naredil, pa je videl, kakšne posledice je imelo. In se je zato bal v tem življenju v bistvu izračune do konca narediti, kako bi lahko pa to danes pomagalo. Tako da pol, ko je to zavesto, je steklo. Wow. Ja, to so take zanimive zgodbe, ja, te so super. Ampak včasih tudi lahko vidiš, kako se določene stvari povezujejo pri različnih ljudeh, da recimo si pa eno nekaj slišala, pa pri drugem nekaj drugega, pa da so nekako to puzli, ki skupaj prihajajo. Ja, tudi to se zgodi. Ja. Zato, ker različni ljudje, ki se sploh med sabo ne poznajo, imajo zelo podobne izkušnje. Veš, in tudi na osnovi tega pol vidiš, recimo smrt ljudje skoraj identično podoživljajo. Kako si lahko toliko pa toliko tisoč ljudi ali pa 100, ne vem, kako lahko vsi to na tak podoben način doživijo. Ponovljivost, ne? Ponovljivost dokazov bi naj bil nek dokaz za tega, da nekaj dejansko je. Samo, to ne morem jaz matematično zračunati, to je samo, jaz vem, da se ponavlja, ne? Pa tisti, ki to delamo, vemo, da se to ponavlja. Ja, jaz sem imela tudi v bistvu z eno prijateljico, smo se pogovarjali tudi o eni taki zelo podobni izkušnji, tudi pač izven zemlje. In smo res imeli, skoraj na isti način smo opisali, kakšno je bivanje tam, kako nekako bolj manj snovna telesa izgledajo, kakšne barve približno, kakšne neke skupnosti. So res take zanimive stvari, kaj vidiš tako. Ja, v bistvu ja, skoraj isto. Ali pa recimo z eno drugo prijateljico, ona je babica in je bila na praksi na Novi Zelandiji in je bila tam med Maori. In sem jaz enkrat v eni meditaciji sem videla v bistvu kot nek obred ob porodu, ob zaključku poroda. In je pa ona povedala, da v bistvu Maori skoraj na isti način to delajo, kot sem jaz videla iz nekega časa preteklega. Res take zanimive stvari, kaj vidiš kar tako. Nekaj je na tem, ker je res čuden, da bi si človek kar tako malo zmislil eno stvar, medtem ko ti nekdo drug pove, ja, sej na tak način nekje potekajo stvari. Tako, A bi mogoče še kakšno stvar izpostavila, ki se je še niso dotaknili? Se to z otroki sem omenila že prej, ne? Da se tudi da. Da se meni v bistvu zdi to z otroki fantastično, ravno zaradi tega, ker recimo, če ima otrok v šoli neke težave, z kakimi sošolci in to, ker mu lahko v takem obdobju življenja pomagaš to ozavestiti, da ne vleče to naslednjih, ne vem, 10 let šolanja še s sabo. Ne vem, fantastično se mi zdi, glavnem, ko delam te z otroki, sem hvaležna in hvaležna. Res hvala no za ta sporočila. Jaz mislim, da je to res tako dragoceno, da si predajamo taka znanja, vedenja, ozaveščanja, podporo. Ker se mi zdi, da res lahko toliko enih stvari odpremo in počistimo, ali pa se jih na novo spomnimo. In v vsakem primeru gremo pač res veliko bolj polni naprej. Pa res začnemo izgrajevati tisti tak podan svet, tak izpolnjujoč. Ja, seveda. Hvala za to. Prosim, hvala tebi.